Dragi prijatelji Božje besede, vse vas prav lepo pozdravljam na tem 13. svetopisenskem maratonu, ki letos nosi naslov Med vami bom hodil. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajanje o Božji besedi, bdenje teden dni, po dnevi, po noči in ves Slovenijo. In preden začelo snemati, se pohecali, če močno veter zapiha, gre v bistvu ta dih Božje besede tudi preko meja, zagotovo pa tudi na naše sosednje države, na Hrvaško, na Avstrijo, na Italijo, na Madžarsko. In Bog daj, da bi šla na celo Evropo in cel svet. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v kateri smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Pobudnik pa je Svetopisemska družba Slovenije, ki je že leta 2008 vrgla mreže in spodbudila, da se je maraton vsako leto širil. Letošnje izvajanje je prav posebno, saj zaradi zdravstvenih omejitev poteka izključno po spletu. To organizatorji sprejemamo kot neko posebno milost, ker je prav to omogočilo, da Božja beseda živo poveže in prekrije res celotno Slovenijo. Veseli in Bogu hvaležni smo, da se odvija največje vseslovensko online branje Svetega pisma. Poleg branja, pa kot ste zdaj že navajeni, vsak dan pripravljamo tudi gostovanja zelo dragocene spremljevalne dogodke, ki pričujejo o živi prisotnosti in delovanju Božje besede nad nami. Tako danes predstavljam in pozdravljam patra Roza Padiča. Pater Rozo, pozdravljen. Hvala, pozdravljeni vsi. Hvala za poklic in za to priložnost, da lahko sodelujemo v tej velikem dogodku. Hvala vam in vas res lepo pozdravljam in se vam res zahvaljujem, da ste sprejeli to povabilo in da ste gost na Svetopisemskem maratonu. Tudi v tem trenutku, da lahko v bistvu vas gleda pravzaprav, tudi preko meja, sem prepričana. Kratko vas bom predstavila. Pater Rozo je duhovnik vsaj 3 dežel. Jaz vem, da je še več kot 3, ker je zelo aktiven tudi še v drugih, kot jih bom naštela, ampak tako po rodu je Hrvat, zdaj vodi župnijo Svetega Marka v Trstu in je pooblaščen egzorcist za tržaško škofijo. Predvsem pa je goreč razlagalec Božje besede. In v Božji besedi prepoznava Božjo ljubezen in skrb za človeka in priča o neskončnem Božjem usmiljenju, ki čaka, da mu mi rečemo ja. Zanimive so njegove pridige. Vanja, ne sliši se te, mikrofonček si izključila. Jaz sem. Zdaj pa ne vem, kdaj sem se izgubila, a že od vsega začetka? Ne, samo zadnja 2 stavka. Okej, hvala. Torej, Jaz sem še slišala goreč razlagalec Božje besede. Božje besede. In nas vabi, da v tej Božji besedi v bistvu začutimo v bistvu to priložnost in to potrebo, da mi rečemo Božji besedi da se odločimo za Božjo besedo. Temu so v bistvu njegove kateheze v to so njegove kateheze najbolj usmerjene. Poudarila bi tudi to, da so njegove pridige zelo zanimive, zato ker jih podaja v 3 jezikih, ker k njemu prihaja občestvo vsaj iz 3 držav, zelo množično, iz Hrvaške, Italije in Slovenije. V današnjem večeru pa bomo zagotovo predvsem govorili o Božji besedi, ki ozdravlja in osvobaja in je luč na naši poti. Mogoče zdajle uvodoma vas povabim vse, ki spremljate
da morda vprašanja, ki se vam porajajo sproti, zapišete v chat, to je tisto okence oziroma tisto plaček, ki ga vidite spodaj na tej vrstici pod Zoomom. Čisto na koncu bomo odgovorili nanje, takrat boste pa lahko tudi v živo podali svoje vprašanja. Tako da, pater Rozo, zdaj pa vas prosim, jaz sem vas čisto na kratko predstavila, vaše življenje je izredno bogato in polno izkušenj. Morda lahko še sami poveste kaj o sebi, na kakšen način je Božja beseda oblikovala vas in vašo življenjsko in duhovniško pot. Najlepša hvala za to predstavitev in znova pozdravljam vse sodelavce in vas, kar organizirate ta veliki maraton, zdaj 13. že. In verujem, da je velik izvir ne le za Slovenijo, ampak za celotno Evropo. No? In kako je en oče naše cerkve povedal, ko bere Božjo besedo, tudi ta beseda raste in postane bolj velika. In vi zdaj v Sloveniji naredite veliko dela. In hvala za ta poklic. Evo, kaj naj lahko povem o sebi. Evo, sem rojen v Janjevu, to je eno majhno mesto na Kosovu. In sem rojen v krščanski družini, sem vedno šel na svetomašo. Začetek mojega duhovnega življenja je počel za prihodom enega frančiškana, patra Zvijezdana Liniča v moji vasi in tam imel duhovni seminar. Sem imel 12 let takrat. In na tem seminarju sem doživel živega Boga. In to, kar me je globoko dotaknilo, je to, s katerom ljubeznijo ta pater oznanjeval Božjo besedo, Božje kraljevstvo. In sem čutil takrat Božji poklic, naj lahko tudi sledim Jezusa. In vedno, tudi v teh 2 letih, ker sem moral končati osnovno šolo v Janjevu in po končani šoli sem prišel v Zagreb, tam sem imel šolo, klasično gimnazijo v Zagrebu in sem živel s patrom Zviezdanom v samostanu. In tako je on bil moj duhovni voditelj, spremljevalec na tej poti. In vedno sem slišal Božje kraljevstvo, kar smo živeli v tem samostanu, predvsem na tem prvim seminarjem patra Zviezdana v Zagrebu. In sem slišal to Božjo ljubezen, kar mi je tudi osebno Bog daroval čutiti ta izvir, kar je Bog odprl v sveti knjigi. Tudi eno posebno izkustvo sem imel, da je Bog razkril, odprl knjigo Božje modrosti na ta svet. V stvari, kar jih je ustvaril, kar je naredil, kar je storil za nas na ta svet. In potem v središču te žive knjige Božjega stvarstva, on nam je daroval srce njegove Božje žive besede. In zato tudi jaz v mojem življenju vedno sem se vrnil v tem izviru, ker Bog mi tudi da v podobama, naj lahko razumem to, kar mi pove. In tudi on je povedal v podobami, tiste slike. In zato najlajše mi pokaže dragoceno razodetje zame, tudi za ta čas, kar jih živim. Potem sem živel, končal sem 2 leti teologije v Zagrebu, potem sem prišel tukaj v Italiji, v Chieti, v Abruzzu, sem nadaljeval s študijem, potem znova v Zagrebu na specializaciji liturgije, kateheze in pastorala. In to je bil v kratkem moj pot na tej ravni. Gotovo sem čutil od majhnih nog poklic, da bom duhovnik.
tudi če sem živel velike čase teme in preizkušnji, napade direktne tudi hudiča in potem tako preganjanja, nikoli se nisem razočaral. Živel sem, tako, kako sem povedal, veliko tamo, ampak enkrat sem slišal eno kratko besedo o Mojzesu in tako sem dobil ključ tudi razumevanja moje teme, ker sem je živel. V eni knjigi o Mojzesu Božja beseda govori, da je naredil velika dela, da je Bog storil po njemu, da je izvolil ljudstvo, da mu je Bog govoril iz ust v ust in potem govori, da ga je pripeljal v temo. To je zame bila velika beseda. Kot konec te slave, kar je Mojzes živel, jaz sem prema mojih izkustov, da je tema pravzaprav začetek vere. Ko ni več druge luči, Božja beseda ti postane edina luč. In zame je to bil začetek enih odprtih vrat, kjer sem zaupal Gospodu. Mi vedno zdaj slišimo preko radija, televizije in v našim medsebojnim odnosom veliko besed, veliko vrstnic. In mi kot kristjani, kot katoličani smo poklicani razbrati, izvoliti to, kar je Božja beseda. In to na moji hoji, duhovni hoji, Gospod me naučil. In zdaj čutim veliko milo zame. Jaz sem grešnik kot vsi, sem tudi duhovnik, imam tudi misijon kot vsak duhovnik naše cerkve naj oznanja. Ampak vedno, ko slišim Božjo besedo, ko se pripravim za nedeljsko mašo ali osebno berem, vedno čutim eno besedo, največ dve besede, ki so podčrtane, ki so obarvane drugače. In na ta način mi Bog daruje ta ključ, s katerim mi odpre potem skrivnost, katero mi želi povedati v tem času. In zato tudi sem odgovoril na vaš poklic, ker je svetopisemski maraton zelo, zelo povezan z Božjo besedo in to je vdih Svetega Duha. Ja, hvala vam za to. V bistvu z dvemi stvarmi bi nadaljevala to, kar ste zdaj izpostavil. Včeraj smo imeli eno res ganljivo in bogato pričevanje, ki je kazalo to, da v veri pa za dotik Božje besede v bistvu je potreben in pomemben tudi človek. In smo res, tako kot misionarji, kot ste omenili, poklicani vsi, najprej duhovniki, zagotovo pa tudi vsi kristjani. Druga stvar, ki sem pa vas jo tudi še želela v nadaljevanju vprašati, pa je tudi to, kar ste že deloma omenili zdaj ravno na koncu, da Božja beseda je zapisana v Svetem pismu, ki je knjiga knjig, ampak Svetega pisma ne moremo brati tako kot kakšnega romana ali pa kakršnekoli knjige, to je knjiga za vse čase, ampak je knjiga morda ravno tega, kar ste rekli, ne nešteto vrstic, čeprav jih ima toliko, ampak je knjiga besed, to, kar ste rekli. Kako nam svetujete, recimo, da bi brali Sveto pismo? Naprimer, zdaj, tudi ko sem premišljeval vami, organizatorjem v maratonu, sem mislil tudi o tej prejšnji nedelji. Nedelja je bila posvečena Božji besedi, in smo imeli evangelij, kako Gospod kliče apostole, in oni so pripravljeni naj zapustijo svoje mreže, pustijo svoj način življenja, pustijo to, kar je navadno, kar je običajno. In Jezus jim obljuba, jaz bom vas naredil ribiče ljudi. On daje nekaj novega, on jih vabi na eno stopnico bolj više. Tukaj pride razodetje. Jezus edini da to novo luč na naše življenje. In jaz osebno, ko berem Božjo besedo, vedno čutim to kot eno mrežo, kot eno roso, da pada na moje življenje. In nikoli nisem enak kot prej, ko sem bral.
Evo, v tej luči tudi premišljujem o dinamiki delovanja Božje besede. No, se spomnimo, velik učitelj naše cerkve, sveti Hieronim, je povedal, nepoznanje svetega pisma in nepoznanje Kristusa. Zame, če jaz ne berem svetopismo, če en kristjan ne bere svetopismo, ne pozna tudi ni Krista, Jezusa. Potem jaz osebno čutim, da v Svetemu pismu je Jezusovo srce vedno odprto in me ljubi, me dotikne, mi razsvetli moj korak, moje odločitve in to vse, kar me čaka. Naprimer, če mislim o tem evangeliju, kar smo jih brali zdaj v nedeljo, no, Jezus na nekateri način daruje nove mreže apostolom, tudi meni je daroval to mrežo, ampak tudi jaz se čutim kot ena riba, no, v tej mreži. No. Zakaj Jezus prav hodi v morje Galileja? No? Mi vemo, da je morje podoba našega življenja in da mi kot ribe živimo v morju, ne? Ampak v morju je tudi Leviatan, no, ki je sovražnik, ki je hudič. In so ribe izvoljene, nezaščičene. Ne? In Jezus izbere apostole in jim daruje mreže. Ta mreža je Božja beseda. S to mrežo oni ujemajo ribe in jaz sem ujet v to mrežo Božje besede. In na tej ravni jaz čutim Božjo besedo kot mojo osebno zaščito. Ko jaz berem Božjo besedo, prav čutim in vedno, verujem in veliko ljudi, da pride olje mazilenja Svetega Duha. In zame je prav ta zaščita. Jezus mi razodene, kaj naj storim, kaj naj mislim, no, in se bogatim v tej Božji besedi, ker tudi obstaja vedenje tega sveta. Ja, zdaj tudi kot eksorcist vedno vidim, s katerimi delimi se ukvarjajo veliko ljudi, da imajo različna vedenja, različna razodetja in so zagotovljeni v nekatere stvari. In mi vidimo prav, kje človek živi, s katero hrano se hrani. Ne? Ja, zame je Božja beseda ena čista hrana, Božja hrana, ki mi daruje smisel. No? Evo, naprimer, tudi zdaj v tem pandemijskem času, no, zame že na začetku tega časa, zelo težkega, zame je Božja beseda velika in najgloblja luč. In potem, če ti Gospod daruje en pečat za ta čas, prav za to, kar živim, jaz sem zagotovljen, jaz sem zaščiten, jaz imam mir v srcu, jaz imam radost v srcu, mene Božja beseda hrani. In to je moje osebno izkustvo in to tudi preuzgajam tukaj mlade, ne duhovnike, ki se pripravljajo. Imamo že zdaj v skupnosti 2 duhovnika, imamo tudi 2 študenta in želim to osebno izkustvo njima dati. Tudi imamo v 8 deželah veliko skupnosti Bog je ljubezen, kjer je molitvenih bibličnih skupin, ki se utemeljujejo na Božji nedeljski besedi. Tako da osebno vem, da moram že rasti, ker je Božja beseda velika kot en rudnik. Nikoli ne bomo ujeli vse. In se čutim majhen pred to Božjo besedo. Imel sem izkustvo, da je tudi Božja beseda kot en ogenj. Pravi ogenj, to je globoko moje izkustvo in da me je bolelo, ko sem objel Božjo besedo. No? Ampak potem, počasi sem videl, da me ta Božja beseda očiščevala, objemala s toplino Božje ljubezni in tako naprej. Je zelo bogato. In jaz ne morem priti, naprimer, če vzamem eno knjigo, ne vem, iz književnosti, ne vem, ali umetnosti ali nekaj, je popolnoma drugače, kako se čutim pred to knjigo. Nekaj je
trajnega, nekaj je duhovnega, nekaj je bogatega, ne vem. Tudi čutim, da je tam živi Jezus in to je popolnoma različno. In potem, če mi dovolite, primeri, evo, v molitvi egzorcizma, prav čutimo, začnemo oznanjevati evangelij ali psalm, veliko ljudi zaprejo ušesa, ne želijo slišati, To je ona druga stran, kar nam pokaže moč Božje besede, ker ona je kot živa voda, kot živ ogenj in je moč. Evo, to je to, kar imamo in verujem, da ta čas, prav v sedanjem času naše cerkve, odprta knjiga Božje besede je neizmerni izvir te žive vode in globokega smisla, kar nam daruje tudi izhod iz naših težav in te teme, ker vidimo, da velika tema in zabloda živi v veliko ljudi, da ne vedo, kam gredo, kje je smisel in tako naprej. Meni osebno, pater Rozo, se zdelo tako to vašo besedo, da je v bistvu beseda mreža, ki nas v tem morju rešuje. In ta pomen, v bistvu, kako res Bog ljubi človeka, morda se kaže tudi v tem, da je Biblija pravzaprav najbolj brana knjiga v zgodovini. Ja, da to je prav neverjetno, mislim, zagotovo že tako, že to nas mora prepričati in na nek način spreobrniti morda tudi, nagovoriti vsaj, ker da bi Božjo besedo čim bolj pač približali vsem ljudem, ne. Ta Božja beseda je prevedena v več kot 700 jezikov, Biblija, in potem posamezni deli menda v več kot 3500 jezikov. In mogoče ne umem. Ja, tako, jaz vsako jutro pogledam, kateri svetnik ugoduje in se mu prav posebej priporočim, sploh tistega, ki ga posebej začutim. In prav danes mi je tako zgovorno bilo, prav danes goduje sveta Pavla Rimska. To je bila sodobnica svetega Hieronima, ki ste ga že omenili, in pa je tako aktivna in močna ženska, tudi njegova prijateljica, ki je spodbudila svetega Hieronima, da se je res lotil prevajanja, to piše pač v življenjih svetnikov, da se je lotil prevajanja svetega pisma iz hebrejščine in grščine v latinščino, da bi ga na tak način v bistvu bolj približal ljudem. To je bilo okrog leta 400. In potem čez 1150 let smo dobili v bistvu sveto pismo po Primožu Trubarju, prvi prevod tudi v slovenščini. Vi, pater Rozo, pa v bistvu to, kar ste tudi že omenila, si močno prizadevate, da bi ljudje začutili to globino in bogastvo in moč svete Božje besede. In pogosto rečete, mislim, da ste v eni pridigi nekako tako rekli, oziroma ne povem še, da v bistvu so dostopne različne kateheze, veliko število katehez, patra Rozota tudi po Facebooku in na YouTubu, zelo dragoceno poslušanje za takrat, ko človek potrebuje tudi na en tak poseben način razlago Božje besede, ker jo res tako prav rentgensko nekako uspete začutiti različna sporočila na tak način, ki jih jaz recimo osebno ne bi nikoli, ampak se me tako globoko res dotaknejo. In prav s tem namenom verjetno, da bi se tako poglabljali v sporočila Božje besede, ste ustanovili tudi biblijsko molitveno skupnost Bog je ljubezen, ki ste jo že danes omenili, da se spet vračate, Bogu hvala, da bodo spet v živo, ker je to zagotovo dragoceno, ko se srečamo v živo. Kaj je bistvena značilnost in poklicanost recimo teh skupin? Tudi pri nas že, tudi v Sloveniji, ne samo v Italiji. Ja, danes ima srečanja v Štepanji vasi, pri frančiškanom, potem imamo skupnost v Vipavskem križu in v Stari trg mi se zdi, da je tam blizu Črnomlja, tam da je tretja, da.
Na Hrvaškem imamo veliko skupnosti, tukaj v Istri, Poreč, Pula, Rijeka, Umag, Zagreb, Varaždin, tudi v Srbiji. V decembru smo odprli 2 skupnosti v Švici in tako. Naše skupnosti, Bog je ljubezen, to je dar za ta čas in ona v sebi objeme pot svetosti in ozdravljenja. Božja beseda je ta luč, ki objeme naše celotno življenje, no? In ona nam pokaže pravi pot k svetosti, ker je to najgloblji smisel našega življenja. In Božja beseda nam razkrije tudi globoko potrebo, naj se mi odpremo tam, kjer smo ranjeni, no? Ker Božja beseda tudi ozdravlja, ona je meč, kako nam pove sveti Pavel, ne? Božja beseda vedno uklanja to, kar ni naše, ni dostojno našega življenja, no? In zato objema te 2 stvarnosti, no? Svetost in ozdravljenje. In naše skupnosti se vedno zberejo na temelju 5 korakov, no? Prvi korak je odpoved od greha, no? Drugi korak je zaupanje naših problemov in težav Bogu. In po tem drugem koraku mi smo naredili prostora v naših srcih in smo pripravili naše življenje za sprejem Božje besede. In potem mi beremo celotno besedo, nedeljsko besedo. Znači 2 berila, psalm in evangelij. In potem vsaka oseba sliši Božjo besedo in znova prebere vsa berila v tišini. Potem počrta eno vrstnico, eno besedo, kar ga je posebno dotaknila, no? In potem mi razdelimo Božjo besedo, povemo, zakaj me dotaknila ta beseda in se začnemo pogovarjati. In so zelo močna izkustva in ozdravljenja oseb, ki sodelujejo na tej skupnosti, no? In počasi se odprejo. Po tem drugem koraku in branju Božje besede se začne tretji korak, kar je molitev. Tretji korak je molitev. Ko smo osvobodili prostore v naših srcih, v naših mislih in čutenj, mi lahko vdihamo, ker je molitev vdih Svetega Duha v naših srcih. In zato začnemo moliti spontano, med molitvijo lahko prepevamo en kratko antifono in tako naprej. Potem po tretjem koraku mi zahvaljujemo. Vsaka oseba se zahvali Bogu za Božjo besedo, za to srečanje, za to, kar se je zgodilo v tem dnevu, za tako vse. Vsaka oseba naj zahvali Gospodu. Ker se spomnimo tih ozdravljenja 10 gobavih, no? 9 so sprejeli ozdravljenje, ampak edino ena oseba se vrnila in podarila Bogu hvalo in čast. In Jezus vpraša, no, se spomnimo, a kje so ostala 9-torica, ne? Jezus se čudi temu, no, kje so oni, no, da darujo potreb. In tukaj se nahaja en korak zelo, zelo delikaten na naši hoji, no. Mi vedno molimo, vedno iščemo. Ja, vedno govorim, da smo kot siromahi, no, tisti, ki vedno potrebujemo. Ne pridemo na to stopnico, da smo zares otroci ustajenja, zmagovalci v hvaležnosti, ne? Dobro, ko se konča ta 4. korak, začnemo 5. korak blagoslavljanja. Kjer je blagoslov kot en izvir, kar se odpre v naših srcih in mi to, kar smo sprejeli, bogatstvo Božje besede, ljubezen v zajedništvu bratimi in sestrami, mi zdaj blagoslavljamo. Blagoslavljamo meni druge, blagoslavljamo naše družine, blagoslavljamo cerkev in družbo in vse. In to je v 1,5 ure ali 2 se dogaja zares ena hoja. In potem mi predvsem beremo Božjo nedeljsko besedo, smo usmerjeni prema nedelji, proti nedelji, tako da ta Božja beseda je že zasejana v naših srcih in ona deluje do nedelje. In ko pridemo v nedeljo, mi smo
domov. Mi čutimo, da pripadamo tam, tej skupnosti, da smo pri mizi Božjega kraljevstva in smo naredili ta notranja čutila za našega učitelja Jezusa Kristusa, da bolj razumemo to, kar nam Jezus pove v sedanjem času. Ker vemo, veste, i sami smo ljudje, imamo slabosti, no, prideš na nedeljsko mašo in potem v pol svete maše ti se zbereš, no, ma že mogoče konec. Mi se moramo pripraviti na mašo, ker je to srečanje Božjega kraljevstva. Jezus je živ med nami in jaz moram odpreti moja ušesa, najprej mojega srca, da lahko sprejmem oznanilo živega Boga, ki mi daruje rešitev za moje bolezni, za moje bolečine, za moje težave v družini in tako naprej. Evo, tu čutim ozbiljnost tega, da se mi lahko pripravimo za veliko srečanje, evo, z Jezusom, tudi v skupnosti, no, ker smo brati in sestre v družini, Božji družini. Zato je ta hoja, ta duhovna pot, no, v 5 korakov. To je dar Božje milosti, no, ker danes sem se srečal z eno osebo, za katero sem molil egzorcizem, vedno je v preteklosti, vedno. Tudi veliko ljudi so v preteklosti. Ne zmorejo odpustiti sebi, ne zmorejo odpustiti drugim in vedno so kot tisti, ki iščejo nekaj, no, ki so siromahi znotraj, no. Naš oče je bogat, naš oče je stvarnik vsega. In zato je ti koraki so preuzgoj, notranji duhovni preuzgoj, da delujemo in živimo korake, kar živimo v življenju. Mogoče, da imaš neko težavo, naprimer drugi korak, no, zaupaj Gospodu tvoje težave, ne drži zase. Ma zaupa, daruj v roke Božje. Evo, zato sem tudi čutil in napisal sem zdaj knjigo, je izdana že na hrvaškem in se prevaja. Evo, se zahvaljujem tebi, ker ti prevajaš knjigo in hvala. Tu predstavljam, sem zapisal 25 meditacij, za vsak korak 5 meditacija, evangeljske meditacije, kot duhovni pot, no, in ima naslov, znači, tvoje je zdravilo na krilih besede. Ni lahko sprejeti zdravilo, mi vidimo, kaj se dogaja s tem cepivom, ne? Ampak ni lahko, ampak je mogoče in zato sem čutil ta naslov, da ti je to zdravilo na rokami. Ti zdaj imaš Božjo besedo v rokami, ampak ta beseda ima krila. Ne zmoreš biti v blatu, v nekaj, kaj te obtežuje. Moraš slediti to ptico, to svobodo Božje besede. Evo, to je v skupnosti Bog je ljubezen, da imamo 2 koordinatorja, ki usmerjajo uro in pol, 2 ure, ovisno, kje župniki dovolijo, ne, kako je mogoče. In tako naj se v tem srečanju zgodi vsi 5 koraki. In to je dar milosti, ne, da ni to moj, tako da sem ja nekaj izmislil, nego to je dar cerkvi vsem nam. To se mi zdi zdaj to, kar ste povedal, morda je ravno zato prispodoba Svetega Duha kot golova, ker ima krila in nas dvigne ven iz tega blata, v katerem včasih tako težko tacnamo in se kar sami ne moramo res osvoboditi tega. Evo, zdaj si me spomnila tudi tega, kar nam Jezus govori, naj bomo kot golobi, no, golob, da ni mogoče, da letimo, no, v višavah, ne, če nimamo 2 krila. 2 krila je resnica in ljubezen. In to nam razodene Jezus v Božji besedi, v Svetemu pismu, ker je Božja beseda resnica. Tudi če je težka, tudi če je velika in močna, ampak jaz potrebujem resnico. In tako mi omogoča, naj lahko sposobim eno moje krilo, potem drugo ljubezen, ne?
ker je Bog resnica in ljubezen. In zato je zelo močno, evo, da lahko oznanjamo in darujemo ljudem to blago, to bogatstvo, kar imamo v cerkvi. Ja, to je res tako dragoceno in v bistvu tudi to, kar v tej svoji knjigi pišete in večkrat v katehezah izpostavite, kako premalo se zavedamo tega bogatstva, ki nam ga Bog ponuja, pa se ga tako branimo včasih. Pa morda, ko ste rekel, kako se je treba pripraviti na sveto mašo, enkrat sem na YouTubeu en tako zanimiv posnetek gledala o tem, da ko cerkovnik začne prižigati sveče pred sveto mašo, da takrat se začnejo angeli spuščati na oltar in za njimi Marija. In v bistvu pripravijo oni ves ta prostor, da lahko potem duhovnik res v bistvu je posvečen in daruje sveto mašo, tako kaj treba. Tako da to me je tako prav ganilo, zakaj je res pomembno, da ne zamujamo svete maše, ker je Marija že pred tem vstopila in ne moramo dopustiti, da v bistvu pride ona prej, preden bi mi prišli tja. Mi se zdi, 2 nedelje nazaj smo slišali o Samuelu, no? On je spal blizu v templju, no? In na začetku ni razumel, da ga Bog pokliče, ni razumel in gre Eliju, no? In tako, no? In se vidi, kako je Božja beseda velika in močna. Bog ustraja nas povabiti, ne neha, no? Enkrat, dvakrat, trikrat, ker je Bog ljubezen, no? In tamo imamo eno lepo besedo, da ni dovolil, da nobena beseda padne na zemljo. To je srce živo. To Bog čaka od nas, ker je dragocena to, kar si povedala, ker je veliko bogatstvo, no? Da ta Božja beseda pride, no? In imamo, hvala Bogu, da imamo in prvo in drugo berilo in evangelij, no? Mi je zelo, zelo žal, da sem slišal tudi v Avstriji, nekje tudi v Nemčiji, uklonijo eno berilo in berujo nekaj, kar ne pripada Svetemu pismu. In bez nobene odgovornosti. To mi ne smemo dovoliti, no, barem v našem kraju, evo. In to moramo varovati, ker je to blago, ker je to, kar nam Bog razodene. Ja, ko nekaj govorimo o moči Božje besede, jaz se spomnim tudi nekaterih besed moje mati, ko sem bil otrok, no, kar mi je nekaj povedala kot svojemu sinu. In tudi ona je pokojna zdaj, ampak te besede so tople v mojemu srcu in one me hranijo od moje mati. Ampak če mislimo o Bogu, ker je daroval svojo besedo, kolika moč je to. In to za zmeraj ostane Božja beseda v naših srcih. To je luč in sem zagotovljen, da ta svet, ki je ustvarjen, tudi Božja beseda nam zagotavlja, da je ustvarjena po Božji besedi, no? Ta svet obstaja edino po oznanjevanju Božje besede. Božja beseda drži ta svet. In Božja ljubezen, ta Božja ljubezen v Jezusu Kristu, ta ista beseda, ta ista, se slišiva? Ja. Ja. Ta ista beseda postane kruh, cerkvi in človeštvu. Zato je ta Božja beseda živa in delotvorna, ne? Tako ste lepo napisali ob naslovu letošnjega svetopisanskega maratona, da je Božja beseda polnost Svetega Duha. In nekako kot ena zlata nit, ki gre med nami in povezuje ljudi z resnico in brezpogojno ljubeznijo. In kot smo zdaj slišali, nam to tudi daje krila, da res lahko postanemo podoba tudi Svetega Duha konec koncev in se dvignemo nad tegobe vsakdanjika. Pravite pa tudi, da preko branja Svetega pisma Božja beseda izgrajuje Božje kraljestvo v našem življenju, v naših odnosih, v našem domu. Kako lahko čim bolj začutimo in pa tudi skrbimo za to bogatstvo, ki nam je bilo po Božji besedi podarjeno? Lahko se vrnemo znova evangeliju, nedeljskemu evangeliju zdaj.
Jezus ima potrebo za učence, za apostole, on kliče, on ustanovi skupnost, jer je to zajedništvo, no? Presveta Trojica, potem cerkev. In Bog želi, da živimo v skupnosti, no? In se spomnimo tudi v Evangeliju, no? Kako je Peter bil razočaran, no? Ko nič nije ujel, ne? Tudi če je bil ribič, poznat ribič, celotno življenje živel tam, no? In tako človek živi, naprimer, to žalost, depresijo, nemoč in tako naprej, ne? In kaj se zgodi tam, no? Jezus mu odpre novo prihodnost, mu daruje upanje, no? Vrži mreže na desno stran. Evo, to je moč, no? Božja beseda, Jezus ti vedno daruje rešitev. Ni pomembnega, kaj živiš in kje se nahajaš, no? Jezus ti pride v tvoje prazne mreže, ker evo, mreže so tudi naše življenje, tvoje pričakovanja, tvoje nemoči, no toliko, krat smo poskušali nekaj in nikoli nismo uspeli, no, evo, kot Petar, celo noč smo se trudili, Gospod, in nič nismo ujeli. In pride Jezus, vrži mreže, no, in dobro, in mreže so se napolnile, no. In kaj tamo zgodi? Oni so poklicali tudi druge, evo, to je moč, to, kar si povedala, no. Oni kličejo tudi druge, da jim pomagajo, ker se ta ladja napolnila z ribmi. Bog ne želi samo, da mi živimo v obilju, da so naša srca izpolnjena, ma mi imamo potrebe iz drugih. Tudi z drugimi osebami, no? Če ena oseba, naprimer v eni družini, sprejme Božjo besedo, ona je misionar, ona je apostol v tej družini, v tej skupnosti in ona kliče druge, pridite, ker je obilje Božjega razodetja, ne? In jaz ne zmorem zadržati Božjo besedo in Božjo radost v sebi, no? In zato jaz vedno priporočam tudi družinami, ne more obstajati družina brez Svetega pisma. Sveto pismo mora biti na vidljivem kraju, ne televizija, ne neki nameštajni, ne vem kaj, ma Sveto pismo, daj eno svečko, daj Sveto pismo tam in da to bo odprt izvir tvoji družini. Naprimer, mi smo tudi v skupnosti, imeli smo naredili tiste škatlo kot citate, no? Se spomnim že, kad sem tudi bil profesor v šoli in sem priporočal družinami, ne? In veliko ljudje in družine so slišali, so naredili tiste škatle majhne, imajo citate znotraj. In družine so mi pričevale, da oni, ko vzamejo kavo zjutraj, celotna družina izbere en citat in odpirajo Božjo besedo, ne? In zelo čudovito. In imamo velika pričevanja, da jim je Bog zares govoril za ta čas, za te težke ali majhne situacije življenja. In Bog jim je odgovarjal, ne? Odgovoril na vsa vprašanja. Evo, če je Božja beseda na vidljivem, jaz se tudi zavedam, da imam izvir v moji družini, v moji skupnosti, ne? In zato ima veliko načina. Hvala Bogu, imamo i tehnologijo, danes imamo veliki pristop, evo, tudi po tim kanalima, evo, slediti. Ampak, ko imamo Sveto pismo v našimi rokami, je popolnoma drugače. Jaz dotiknem živega Jezusa. Zdaj mi pride tudi v pametno Sveti Frančišek, se lahko mislimo o tem velikem človeku naše zgodovine, no, da ga je Božja beseda spremenila, no, Božja beseda ga je dotaknila in ga je objela, no, in on se mislimo, ko je videl nekatera papirje, no, ko so zapisane papirje, on je mislil, da jih ukloni, da jih spremlja na neki kraj, ki je zaščiten, kjer je mogoče, da od tisti črtki bo napisano ime Jezus, da je tam tudi Sveto pismo napisano od tih istih črtki. Vidimo, kako en človek globoko vidi, globoko prepozna. Ko mi beremo Sveto pismo, Bog nas pripelje v globočini, v korenine našega smisla, naših čutenj in ne moremo biti v temi, ne moremo biti v zablodi. Bog nam vedno razodene to, kar živimo
in nam tudi razodene to, kar nas čaka, ker je Božja beseda odprta knjiga modrosti in razodetja. Zato nam tudi sveti Pavel govori, molite, prosite Boga, naj vam podeli modrost in razodetje. Kam naj lahko sprejmemo razodetje, če ga ne sprejmemo v Svetem pismu, no? Zato je potrebno, da vsaka oseba, posebno družine, imajo en kraj s spoštovanjem, dajo en kraj cvetja, eno svečko in da bo poštovanja. To vidim en način zelo močan in potreben za sedanji čas, za svoj nas. Lahko potrdim to vaše, ko ste rekli, kako pomembno je, da v bistvu družina temelji, pa da čisto vsakdanje stvari rešujemo na ta način. Enkrat sem prišla iz duhovnih vaj, polna Svetega Duha, res, kar se mi zdi nad zemljo sem hodila in pridem domov, in je sin v špiču eno tako stvar, ki bi vsak dan bi znorela in bi se skregali in bi bilo po mojem kar hudo. Takrat pa sem rekla, pa ne morem, ravno iz duhovnih vaj prihajam, nekako drugače bom mogla to narediti. In sem ga poklicala in sva se usedla in sem rekla, lej, tole zdajle nekaj pač nisi v redu naredil, ampak nočem se zdaj jeziti s tabo, dajva midva pogledati, kaj nama bo Bog, kako bo Bog poskrbel v tej situaciji za to grozna stvar. In odpreva Sveto pismo in se je odprlo točno na besedi, ki jo je moral slišati. Torej je bilo nekaj, kar je bilo takega, da me je potem samo pogledal in je rekel, mami, pa saj to ni mogoče, da je Bog ravno točno to povedal, in sva rešila, v bistvu sploh se ni bilo potrebno kregati, on je dobil vzgojno sporočilo in prepir je bil na ta način preprečen. Zame tudi močno pričevanje, tudi jaz osebno sem to živel, naprimer, ko več leti sem bral branje, berila delovnikih dan prej, pred spanje sem prebral to, kar se jutri bo bralo v cerkvi, In tako tudi preporočam našimi bratmi, ker po noči, ko spiš, ta Božja beseda raste in dela v tebi, In potem, ko ti vprašaš nekaj od Gospoda, in prosiš, ta beseda je živa in Gospod ti pove jutri ali pojutrašnjem to, kar iščeš in kje iščeš odgovora, In vedno ti Gospod odgovori. Velikokrat sem tudi jaz čutil. Prosim Boga, Gospod, pregovori mi, ali po duhovniku, ali po redovnici, ali po nekom človeku. Ti ljudje se ne zavedajo, ne vedo, kar sem ja vprašal, ampak doslovno mi pove v Božji besedi to, kar sem ja potreboval. In zato tudi priporočam osebam, posamezniki in družinam, naj berejo to, imamo po internetu, po jutri, besedo za jutri, da ta Božja beseda deluje, ker mi na veliko slišimo isto besedo v naši cerkvi, ista je beseda, To je liturgična beseda, to je zelo močno, Lahko mi beremo i druge knjige i vedno, to ni problem. Ampak mi, ko beremo nedeljsko besedo in obdelovniki, je kot en velik val na človeštvo, na cerkev, močan val morja, milosti, in jaz sem del tega vala. In tako ta milost objeme tudi moje življenje in mi sporoči to, kar živimo zdaj, ker Bog nas sledi v koraku. In to je zelo močno. Zato, če se jaz družim z Božjo besedo, postane moj prijatelj, moja luč. Jaz vedno tudi dam eno podobo, tisti rudar, rudar se pove tudi v slovenščini, on ima eno lučko na čelu, Za nas je to Božja beseda. Če ja berem Božjo besedo, jaz imam lučko tukaj naprej. In potem ja grem povsod in imam razsvetljeno pot. Jaz vem, kam grem in vem, kateri ljudje pridejo k meni. In potem, kaj je najpomembnejše,
Jaz sem nevidljiv hudiču, ker ga ta beseda zaslepi in moje življenje je zaščičeno. On me ne vidi, on me ne zmore napadati. To je isto to, kar sem povedal na začetku o mreži. No? Jaz sem v mreži, ja nisem tako izvoljen Leviatanu, hudiču, ker sem ja ujet v Božjo besedo. In ni slučajno, da je Jezus zmagoval hudiča v puščavi z Božjo besedo. Pisano je, ker naša beseda ni tako močna, naša filozofija, naše vedenje ni tako močna. In vedno govorim, no, če nas nekdo napada iz zraka, iz aviona, no, a ti ne vem, pračka, mi povemo na hrvaškem pračka, tisto, kar so otroci igrali, no? Prača, je. In ti s tim želiš napasti tega sovražnika, ni mogoče. Ampak, če imaš Božjo besedo, kot David z malim kamnom, no, zmaguješ tvojega Golijata, ne? In ta Golijat se predstavlja mogoče vsak dan kot ena bolezen, ena bolečina, eno sovraštvo, nepotrpežljivost, ne vem, neizhod, ti imaš ta kamen Božje besede, imaš moč. Zame so to velike stvari in to pričujem, ker sem osebno čutil in izkusil v svojem življenju. Božja beseda je vedno realna in konkretna zaščita. Moja beseda je slaba, jaz ne zmorem dati to moč. In zato je tudi sveti Pavel govori o tem, ne? Bog je skril svoje kraljevstvo v ludosti oznanjevanja. Z oznanjevanjem se razširja Božje kraljevstvo in se zmaguje imamo lepoto in radost, sveto maziljenje, no? Maziljenje, kar nam pride od Božje besede. Tako se nam zdi, da nam bo vsem ostala ta prispodoba o rudarju s to svetilko, ki zaslepi hudiča, tako kot ena taka močna zaščita. Tako da hvala vam za to. Ni pa zadosti verjetno brati. Jaz se spomnim, ko smo imeli priprave bralci za branje Božje besede, je naš pater Pepi na Viču rekel, preden greste brati Božjo besedo, jo morate prebrati najmanj 5-krat v miru, pa ne samo v slovenščini. Najboljše je, če jo berete še v različnih drugih jezikih, ker jo boste razumeli čisto drugače. Yes. In to mi je res tako močno ostalo, tako da res Božjo besedo ne moremo brati samo enkrat in samo na en način, ker res prinaša globja in tako prav paleto različnih sporočil, tako kot Bog zna nagovoriti točno na način, kot ga rabiš. Meni zdaj pridejo dve misli zelo čutljive, kar jih nosim. No, zdaj je bil Božič in smo krasili. No, se spomnimo tistih lučke z veliko barvami, no? Tako se obrne, no? In daruje veliko različnih luči. No? Tako je tudi Božja beseda. Enkrat ena beseda ti da eno luč, drugače jutri v tvojem izkustvu ti daruje drugače in močno luč. No? In zato ne bi smeli sprejeti kot fanatici eno Božjo besedo. Beseda je resnica in ona ti daruje luč. In potem še ena slika, to se dotikla ene osebe v molitvi. No? Prav Jezus tako povedal tudi to, da je ta oseba izvoljena, izbrana, da naj bo apostol. No? In je povedal Jezus, no, da je on kot en dragulj, no, veste, ena perla. In da izsijava veliko barvi. No? In zdaj ta barva se prilagaja, no, daruje vsakemu človeku tako, kako on lahko razume. Je zelo močno, no? Tudi Jezus nam je enkrat v Svetem pismu govoril, jim je daroval Božjo besedo tako, kako so oni mogli razumeti. To je odvisno o našem stanju, kje se mi nahajamo. Tudi Bog se prilagaja, kako se ne adaptira nama. To se mi zdi, da je tako dragoceno, da se tega zavedamo, ker včasih smo v takem blatu,
da bi sami nad sabo obupali, ampak to vi velikokrat rečete, kako Bog ne obupa nad nami, tudi takrat ne. In včerajšnje pričevanje v bistvu točno to tudi pokazalo, ko si najbolj obupan nad sabo in se odpoveš v bistvu vsaki svoji človeški volji, se pa vkleneš Boga ali pa se mu vsaj odpreš, če že nimaš toliko moči, da bi ga prijel, te pa potegne ven in ti da to moč. Pa zakaj, pater Rozo, vi ste tudi egzorcist in se res srečate z ljudmi, ki so nekateri zaradi šibke volje, nekateri pa v bistvu tudi še zaradi delovanja hudega duha. Kako vi vidite tukaj, ne vem, zakaj ljudje dostikrat bolj pogosto delujemo ne z ljubeznijo, ampak z jezo pa sovraštvom, kako bi naredili ta preskok? No, saj odgovore pravzaprav že imamo, čez cel ta vaš pogovor zdaj z nami, z Božjo besedo zagotovo, ampak kako res odkleniti svoje srce, da bomo najprej na Boga pomislili, ne nase pa na svojo užaljenost, pa na zakaj nas tako drži včasih v teh krempljih, da ne zmoremo? Božja beseda, celotna, no, stara zaveza in nova zaveza je zelo bogata z milostjo in podobami, razodetjami, no, je polna razodetja, no. In ja vedno zdaj mislimo, no, o enem kraju, naprimer puščava, no, če je puščava, tam nič ne raste, no, tam ni ničesar, no. In če vidiš drugače oazo, tam je življenje, tam je radost, tam je blagoslov, ne. Veliko ljudi, naprimer, ko pridejo k meni, povsod, ne, čutijo to puščavo, ni nič. In oni nimajo nič, je gotovo uničeno življenje. Se spomnim zdaj na kratkem, ko sem sprejel veliko leti nazaj eno tako deklico, no, ki je hodila z enim fantom, ne, in ta fant jo je zapustil, ni hodil več z njo. In ona je v tem obdobju prišla, naj je spremljam v tem, da prosim, da molim za njo in da se pogovarjam, ne. In veste, katero podobo mi je dala? Kaže, veste, pater, jaz sem v tem obdobju zasejala pšenico, no, kot eno polje, no, in je vse bilo pripravljeno, je odrasla pšenica in sem hotela z njim prebrati to pšenico, da imamo hrane za veliko leta. In se mislite, da je nekdo pustil en ogenj in je vse vožgano. In jaz sem tako polje, vožgano polje. Ja imam to že več 20 leti, varujem to, tudi mi je zapisala to. Evo, veliko ljudi se čutijo tako, ker vemo, da Jezus nam razodene prav v Božji besedi, da je hudič ta kradljivec, no, da ukrade vse. Ukrade vedenje Božje razodetje, ukrade smisel, ukrade zagotovost, srečo, no, vsak dan. In mi nimamo moči, naj lahko pomagamo tem ljudem. Kaj bi mi storili, če se ta oseba najde v katerem stanju, ne? Takrat Božja beseda da luč. Se spomnimo, tudi Jezus je govoril, no, prelomljena trska, kako se pove na slovenčini, da kaže, prelomljeno trsko ne bo prelomil, ampak no, je bo ozdravel, no, ali ta mala iskra, no, što tinja v ognju, ne bo utihnil, ampak bi naredil ogenj. Evo, to je čudovito Božje delovanje. In če jaz, evo, kot duhovnik, če ena oseba, ki je sprejela Božjo besedo, ima notranje vedenje, kako naj pristopi taki osebi, no. In da bo Božja beseda ti daruje luč, da ne prelomiš to osebo na koncu, da poveš, ni več zate rešitev, ni mogoče, ampak ti Božja beseda daruje moč, da je lahko vzameš znotraj in jo
pripelješ ven. Mi kot ljudje nimamo to, zato je Bog daroval, evo tudi Petru in Janezu, no, Andreju, ne, jaz vam bom naredil ribiče ljudi, vi ne zmorete, no, vi ste ribiči običnih ljudi. Evo, to je ena, kako sem povedal, stopnica naprej, to je Božja modrost. Zato nam tudi Jezus govori, ljudem ni mogoče, ampak Bogu je vse mogoče. In vedno vsak dan zares se čutim to, no, z ljudmi, ki imajo zelo velike težave notranje, dan in noč, 24 ur so pod pritiskom hudiča, depresije, nemoči, in potem vidiš, kako Bog, in pridejo, vidiš, evo, 2 dni nazaj prišla ena gospa tukaj iz Trsta in mi je povedala, kaže, pater, vaše maše so mi najboljše maše. Ja čutim Božjo milost in Božje kraljevstvo, ko sem na vaši maši, ne? In pride za molitev. In že se vidi, kako pride ven iz svojih težav. Je zelo močno, ko ti uspeš dati eno lučno upanje, no? Ker je evangelij tudi poln upanja, vsemogočnosti potem, ne? In zato je Svetopismo no, ena bomba, no? Močna znotraj, no? ki daruje zares velike stvari, no? Da človek čuti zagotovost in srečo, ne? Tako da je to močno, evo, sprejeti Božjo besedo in dati to luč. Super. Pater Rozo, najlepša hvala za vse te dragocene misli, ki ste jih zdaj nam povedal. Jaz sem prepričana, da v tem času, ko še posebej rabimo neko moč, gotovost, tolažbo, verjetno imamo tudi nekoliko več priložnosti pa potrebe, mogoče tudi zato, da segamo po Svetem pismu in beremo Božjo besedo, pa bi zdaj prosila, morda, če je strani naših poslušalcev, gledalcev, tudi če kakšna misel, kakšno vprašanje, bi vas povabila vse. Hvala, ker ste danes tudi na večanju, da v bistvu podate tudi še kakšno svoje vprašanje Patru Rozotu. Tako da kar lahko vključite, bodi si mikrofonček spodaj, pa v živo poveste, jaz bom pa pogledala, če je še kaj zapisano tudi v chatu. Lep pozdrav, Alen Salihović, Radio Ognjišče, pozdravljeni. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Jaz bi mogoče kar na izhodišče večera se nanašal pri vprašanju najprej, kako čutiti Boga, pa tudi usmiljenega Jezusa, ki ga imate za seboj blizu v teh težkih časih epidemije koronavirusa, pa tudi v številnih življenjskih stiskah, kako nam lahko pomaga Svetopismo, ter prej ste, Pater Rozo, omenili cepivo, kakšen je vaš pogled, čeprav ne vemo vsega, pa vseeno, ali je to priložnost, možnost, da pomagamo sobratom in sestram s tem, da se denimo tudi odločimo za cepljenje. Hvala lepa. Prosim, hvala za vprašanje, ali gospod Alen. Evo, velikokrat sem v zadnji časi od lani v povezanosti z Jezusom usmiljenim povedal to, kar je sam Jezus razodenil sveti Faustini. In so zelo močne besede zame in za našo cerkev in za vse ljudi. Jezus je govoril sveti Faustini, človeštvo ne bo imelo miru, dokler se ne obrne mojemu usmiljenju. In to je zelo močna beseda. Mi vidimo, in jaz osebno prepoznam, da je tukaj resnično cepivo in resnično zdravilo. Naj se vsi obrnemo Jezusu, njegovemu odprtemu srcu. Človeštvo ne bo imelo miru, dokler se ne obrne mojemu usmiljenju. In tako je enostavna stvar. Mi poleg tega svetopisemski maraton je zelo močna milost in vdih Svetega Duha. Potem vemo, da ima tudi druge priložnosti. Velika napast je bila v tem, da
tudi škofi, mi duhovniki, ne, smo imeli to težavo, da so bile cerkve zaprte. To je veliko zlo. Mi ne smemo dovoliti, da se cerkve zaprejo, da se zapre prihod Jezusu smiljenemu, no? Ker mi se moramo obrniti Jezusovemu srcu. In zakaj? Zato, ker verujemo v Jezusa in je potrebna vera, drage sestre in bratje, dragi prijatelji, slušalci. Vera. Naša vera, govorim vedno, da je parkirališče Božje zmage. Če ni vere, tudi ni Bog ne zmore narediti nekaj. On nam je vse povedal. In tudi še eno sporočilo, ki je vezano zame, za našo duhovnost, tudi mi čutimo, da nam Jezus daruje svojo besedo. Človeštvo se mora obrniti Marinimi prečistimi rokami. Evo tukaj ja vidim izhod tudi iz pandemije in iz celotne težave. To, kar mi vidimo na sceni naših informacij, medija, zame je to samo ena, kako bi povedal, zgodba, velikokrat izmišljena zgodba. In naš temelj je v tem, da se mi vrnemo Jezusu. On je gospodar vsega. Če nam Jezus govori v evangeliju, jaz sem z vami, mi se moramo obrniti njemu. Zdaj mi pride evangelij o Peteru. Se spomnimo vsi Petera na morju. In kaj se zgodi Peteru? Jezus hodi po morju. In Peter ne veruje, da je to Jezus. In svi so kriknuli, utvara, fantazma. Ne? In ne verujejo sebi, svojim očeh. Tudi mi ne verujemo to, kar se dogaja zdaj. Ne? In kaj? Peter koristi zadnjo človeško misel, zadnjo zagotovost. Jezus, če si ti, povej mi, naj lahko hodim po moru do tebe. Ja tukaj prepoznam misijon našega Petera, papeža. In kaj se zgodi v tem momentu? Jezus mu govori, pridi. Le ena beseda, Jezus ni govoril o nekaj velikemu, o nekaj, kaj se bo zgodilo, je tumačil vse. Ne, ena beseda, pridi. In Peter je pripravljen naj zapusti svojo ladjo. Zadnjo zavarovanost, zadnje, kar je imel na tem morju. On pride ven. To je čudovito. To je čudovito zame. Mi moramo priti ven iz naših zagotovosti. To je zame velik poklic vere. Mi s papežom Peterom moramo priti ven. In kaj se dogaja v tem času? Peter, dokler gleda ravno v Jezusa, uspe hoditi tudi po tem valovlju. In ide in gre proti Jezusu. In kaj evangelist nam pove tam? On opazi vihar. Tukaj je ta težava, tukaj je pandemija, tukaj je cepivo. Peter obrne glavo, obrne svoje oči, obrne svoje srce, obrne svojo pažljivost v vse življenje in avtomatično on gre v prepad. To je zame ta čas. Mi tudi po morju tega, kar se dogaja, moramo gledati v Jezusa. In to je ta čas. In zato te enostavne in močne besede, naj se obrnimo. To vsi skupaj sa škofom, duhovnikom, ljudstvom moramo sprejeti. In Bog nas ne bo zapustil. Bog nas ne bo zapustil. On je alfa in omega. In jaz verujem Jezusu. Evo, zdaj lahko tudi povem moje pričevanje. Velikokrat prvič sem, evo zdaj tudi spovedujem, prvič na odprti način sem pričeval v Avstraliji, ko sem imel seminarje tam in sem imel en intervju, tudi lahko vidite, tudi ima na internetu. Sem pričeval o tem in zdaj govorim, ko je Jezus
vprašal mene, naj se lahko postim in živim samo od presvete Evharistije. Jaz sem skoraj 40 dni obhajal samo Evharistijo. Nič nisem jedel. Prvi teden nisem nič niti pil vode. In sem živel normalno. Bilo je težav in sem vsak dan bil pri koncu in sem mislil kot človek, mogoče da umrem danes, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo na koncu dneva ali jutri. Ali Jezus je iskal od mene in jaz zdaj po 7 leti vidim, zakaj je to iskal od mene. No? In jaz pričujem zares, Bog mi je dal to milost in je mogoče, če On daruje. Tudi sem zagotovljen, dragi prijatelji, če nam je Jezus v tem času govoril, človeštvo ne bo našlo miru, če se ne obrne mojemu usmiljenju, da mi v tem Jezusovim besedam najdemo svoje resnično zdravilo, izhod o sedanjemu času, ker sem tudi zagotovljen, to je moje zaupanje, ne samo zaupanje, nego zagotovost, da ta svet je povabljen naj pride v novo stvarnost. Ni mogoče, da se več ljudstvo vrne nazaj, kot je bilo. Bog zares ustvarja nekaj novega. Potem se, evo, tu končam, so zelo močne Jezusove besede in meni daruje zelo radost in tolažbo in maziljenje Svetega Duha in radost. No, se spomnimo, kako so tudi vedno apostoli bili na morju, ne? In tudi papež Frančišek izbral to berilo, kot je sam bil na trgu Svetega Petra, no? Na ladji, no? In oni so zbudili Jezusa. I hvala Bogu, da mi imamo kogar zbuditi. To je vera. Jezus je na naši ladji. On spi. A kaj pomeni? Da je on v zajedništvu za svojim očetom. On živi z očetom. Tudi mi smo povabljeni prepoznati Jezusa v Svetemu pismu, živega v telesu, v Evharistiji, živega, tudi če spi, tudi če ne vidimo njegove oči, ne prepoznamo vsem njegovo srce. Imamo Sveto pismo, imamo Evharistijo, imamo Božjo ljubezen med nami in mi ga moramo zbuditi. In kaj se dogaja v tem času? Jezus viharja in nastala velika utiha, veliki mir. To, kar osebno zdaj pričujem in govorimo po mojemu izkustvu, mi pridemo v ta čas velikega miru. Je konec viharjev. In Jezus je to naredil. In mi se moramo kot ljudstvo, kot cerkev pripraviti za ta veliki mir. Veliko ljudi je težav, naj se naučijo biti v miru. V miru. Koliko problemov smo imeli, tudi posebno naši škofi in mi duhovniki. Zakaj se dela ob nedeljah? Vidimo zdaj, kako se ne dela tudi ob delovnikih. In kako mi živimo zdaj to? Kako smo preživeli? Veliko ljudi so se vprašali, kako lahko preživimo, če ne delamo ob nedeljah? Če so ljudje svobodni ob nedeljah, se vprašajo, kaj bomo naredili z našimi družinami, kaj bomo delali, če ne delamo naše delo, našo službo. In zdaj in Bog nam je daroval priložnost, da se zavedamo, da je mogoče tudi živeti bez tega. Evo, tukaj je to. Če se vrnemo Božjemu usmiljenju in če sprejmemo Božjo besedo kot našo luč, to, kar rudarimo na svojemu čelu, da nas Božja beseda pripelje, ne tisti mogočniki tega sveta, ne. Jezus je gospodar sveta. Gospodova je zemlja, je zelo močna ta beseda v psalmu. Gospodova je zemlja in sve na njej. Ljudje in vse, kar je ustvarjeno. To je naša vera in to je naša zagotovost. Zato je potrebno tudi moliti. Bog je blagoslovil tudi 3. uro popoldan, 15. uro. Je blagoslovil, posebno je blagoslovil. Mi kot skupnost vsak dan smo pred Najsvetejšim in molimo rožni venec Božjemu usmiljenju. Vzklike. To je enostavna molitev,
Z enim kamnom je David zmagoval Goljata. Bog vedno daruje najmanjše stvari, ker je močan in mi delujemo v njegovem imenu. Zato je potrebno, da mi kot duhovniki zberemo družine, družine naj se zberajo v svojih hišah, naj iščejo Božje usmiljenje. Se spomnimo tudi v Svetem pismu, kar je Bog hotel izvoliti ljudstvo iz suženjstva. No, kaj je govoril? Sprejmite kri na vratimi, no? V tej noči, no, bom pustil angela smrti. Kje bo videl kri na vratimi, bo se oddaljil. Kje ne bom videl, bo prišla smrt v tej hiši. Evo, to so enostavne podobe, ampak močne. Mi vemo, na primer, da je tudi Jezus govoril, da hiša, v katerem bo podoba, Jezusova podoba, da bo zaščitena, no? Ampak mi imamo sveti krst imamo. In to, kar rudar ima lučko tukaj na čelu, mi imamo križ, luč. In mi smo zaščiteni, ampak ta luč mora svetiti po naši veri. In zato evo tukaj bi se zaustavil, kjer ima veliko zapovedati. Jaz vidim v tem času tudi Božji dotik, kjer je konec vsem in je velika razdelitev vsega. Mi se moramo pripraviti tudi na tem. Ja, moja je želja, moja odločitev, naj bom z Jezusom, z Marijo, z Božjo besedo, s tistim, tukaj nam da odgovor tudi Psalam 1. Je zelo močan Psalam 1, ker je dva pota, no, zelo močan. Prav v tem smislu, no, da ne bom v družbi tistih, ki govorijo vsakake stvari, no, ampak jaz se želim hraniti z Božjo besedo, z Božjim usmiljenjem in jaz sem kot drevo globoko zasajeno, ki prinese sadove v pravem času. Hvala, pater Uzo. Ja, se mi zdi, da tako resnično smo se začeli povezovati kot skupnosti na drugačen način in mogoče so res cerkve nekoliko bolj prazne zdaj, ampak je pa zagotovo od tega preko spleta več in res ogromno, tako da je en drugačen način te povezanosti med nami, pa verjetno tudi ta izziv, ki pa je pred vsakim izmed nas, biti v bistvu sam pa v tihoti, da je tudi to eno bogastvo. Tako da povem še mogoče, če ima še kdo kakšno vprašanje, tudi povabim, da še vpraša, vmes pa preberem samo zahvalo tudi strani Gorana Macure, ki je bil včeraj naš gost in nas spremlja tudi danes. Se vam zahvaljuje za to vaše pričevanje, za te vaše besede, pater Uzo, in pravi iz Psalma 119, tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Tako da vabim, če ima še kdo morda kakšno vprašanje, ki bi ga našemu patru Uzo tu zastavil, izvolite. Sicer smo bili verjetno zelo izčrpni in je vsakdo dobil zelo veliko spodbud za razmišljanje in za, ja, prav res za premišljevanje, verjetno tudi kakšen obliž za svojo dušo. Tudi ura je že precej pozna, kar pomeni, da bomo na nek način mogli skleniti to naše današnje srečanje. Morda preden čisto zaključim, pater Uzo, vi ste duhovnik, zato nam lahko danes vsem, ki smo tukaj z vami, podelite tudi duhovniški Božji blagoslov, vas lepo prosim. Hvala, tudi ja vas lepo pozdravljam in zahvaljujem za poklic in bomo tudi povezani v molitvi, v Božjemu blagoslovu in naj Gospod blagoslovi v obilju ta svetopisemski maraton in vse vas, kar sodelujete in organizirate in vse, kar berejo svetopismo, ker so oni ta protok Božje milosti in blagoslova. Gospod z vami. In s tvojim.
Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. 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 Razjasni naj vas obraz in nad vami in vam bodi milostljiv. Amen. Obrne naj svoj pogled na vas in vam da svoj mir. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Hvaljen Jezus in Marija. Hvala vam, Pater Rozo, tudi za to. Hvala tudi vsem, ki ste danes z nami in nas boste verjetno spremljali tudi, če na YouTubeu bo posnetek objavljen. Mogoče čisto za zaključek vas jaz povabim, da se povežemo tudi jutri zvečer. Zdaj zelo lepo, moram res povedati, prav noben termin ni ostal prost, tako da Božja beseda se res brez lukenj bere neprekinjeno. Bogu hvala tudi za naše tehnike in vse dežurne, ki odpravljajo kakšne težavice, ki se sproti pojavijo, ampak se nismo tukaj zato, da bi bili perfektni. Se mi zdi, da to je tudi, kar moramo sprejeti in se res Bogu zahvaljevati, da lahko stvari tako lepo tečejo. Jutri bo tudi en tak zelo pomemben dan za svetopisemski maraton, za vse nas, ki si želimo Božjo besedo imeti vedno pri sebi, ker boste imela Rok in Marko iz svetopisemske družbe delavnico o tem, kako to narediti, ne? In seveda je odgovor na nek način zelo preprost, tako da si naložimo aplikacijo na svoje pametne telefone, brez katerih nikamor ne moremo iti, ne? Tako da preberite si majčkeno navodila, fino je, če imate že naloženo in ona dva bosta prikazala, kako uporabljati Sveto pismo na telefonu YouVersion, ki je, bom rekla tako, predvsem za mlade, no, ampak zato pomeni za mlade vseh starosti, tako da smo vsi prav res lepo povabljeni na jutrišnji večer. En blagoslov res tudi vsem bralcem, ki bojo brali še naprej, neprekinjeno, in vsem vam, ki ste danes tukaj z nami, želimo vam en res lep in blagoslovljen večer in naj vas Gospodova beseda vsak dan nagovarja in napolnjuje. Tako da hvala vam in res lep večer in Pater Rozo, res hvala tudi iskrena. Vam. Z Bogom.